Ob vnetih ter bolečinah v žrelu in grlu vam pomaga Tantum Verde. Tantum Verde, bodite v harmoniji. Pred uporabo natančno preberite navodila. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Bolniki, ki so sprejeti, jih mi najprej pogledamo, ocenimo, ali rabijo terapijo ali sodijo v tisto skupino, ki je bolj ogrožena. To so večinoma starejši, kronični bolniki, ki imajo kakršnekoli kronične bolezni, imunske motnje. Če rabijo kisika, se pravi, da ne morejo sami dihati brez dodatka kisika ustrezno. Pri tistih bolnikih se potem odločimo po pogovoru z bolnikom, ki mu predstavimo pač vsa tveganja, ki so pri tem možna, da je možno zdravljenje, temu rečemo off-label, se pravi, to ni specifično zdravljenje, ki bi bilo registrirano, ki bi bilo dokazano, ampak to je bolj nekako tehtanje koristi in tveganj, s tem, da želimo bolniku čim bolj koristiti in zmanjšati tveganja, predvsem pa ne škodovati bolniku. Tako da po individualnem pogovoru z bolnikom, potem ko ocenimo tveganja, se potem odločimo za poskus terapije. Poskus terapije je sedaj z klorokinom in hidroksiklorokinom. Lopinavir, ritonavir smo sedaj nekako umaknili, tudi po pogovoru z evropskimi kolegi, s katerimi smo stalno že v stiku od samega začetka epidemije. In jim pravzaprav predpišemo zdaj klorokin, ko bomo dobili hidroksiklorokin, ki je pravzaprav analog in deluje popolnoma enako, bomo predpisali hidroksiklorokin. To dajemo približno 5 dni in ob tem spremljamo bolnika. Bolniki morajo biti absolutno v bolnišnici zaradi možnosti stranskih učinkov. Ne vemo pa še, če je učinkovito. To bomo pa verjetno preverili. Zelo verjetno v naslednjih dneh poskusili narediti neko tako klinično študijo, kjer bomo dejansko preverjali, je učinkovito ali ne.